O globalnem segrevanju, naravnih nesrečah in spreminjanju globalne klime zaradi onesnaževanja in prevelikega koriščenja naravnih virov vse pogosteje poslušamo, a le redko kdaj se zavemo, kako resen problem to postaja ne samo za prihodnje generacije, temveč tudi za nas. A v sklopu tednu vseživljenjskega učenja in kot strokovni del parade učenja smo lahko prisluhnili predavanju dr. Lučke Kajfež-Bogataj, ki je marsikomu odprla oči o tem, kaj pomeni živeti na planetu, ki ne raste. Poleg predavanja pa so se v drugem delu predstavile tudi dobre trajnostne prakse iz našega lokalnega okolja. Teden vseživljenjskega učenja in parada učenja nam vedno postrežeta ne samo s poznavanjem partnerjev, ki znotraj lokalnega okolja skrbijo za to, da ljubezen do učenja ne usahne, temveč tudi strokovnim delom, kjer vsako leto izpostavijo pereče probleme sodobnega sveta. Tokratni strokovni del je bil naravnan okoljevarstveno in trajnostno, saj smo lahko prisluhnili šokantnemu predavanju dr. Lučke Kajfež-Bogataj o tem, kako je živeti na planetu, ki ne raste. Prisluhnili pa smo lahko tudi predstavitvam dobrih trajnostno naravnanih praks iz našega lokalnega okolja. Predavanje Lučke Kajfež-Bogataj dejansko predstavlja strokovni del parade učenja. Zato smo se odločili, ker je celotna letošnja tema trajnost, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. Dr. Lučka Kajfež-Bogataj je znana po tem, da se ves čas zavzema za podnebje in da je velika strokovnjakinja na tem klimatološkem področju in tako naprej. Zato smo jo tudi povabili kot ambasadorko učenja in jo poprosili, da izpelje to predavanje, ki pa mu bo dejansko čez 14 dni oziroma 6. junija sledilo še bolj praktično predavanje, ki bo namenjeno kolesarstvu. Se pravi, neka taka že udejanjeno tole, kar bo ona danes v svojem predavanju na nekih teoretičnih osnovah povedala. Koroška se velikokrat pohvali, da je zelena, da je trajnostna in da stremi k čim boljšemu življenju posameznika, a ne za vsako ceno. Pri tem udejanjanju vizije pomembno vlogo igra mestna občina Slovenj Gradec. Najprej smo lahko veseli in ponosni, v kakšnem okolju živimo, da živimo praktično v velikem mestu, ki je pa nenazadnje obdano z veliko zelenja in tako tudi seveda mi razmišljamo v upravi mestne občine in verjamem, da razmišljajo vsi Slovenjgračanke in pa Slovenjgračani, da se zavedamo pomena zdravega in pa čistega okolja in tudi nemalo projektov, ki jih občina kot takšna pelje, je trajnostno naravnana. In sicer prvi največji projekt je spraviti promet iz samih mestnih vpadnic, mestnih središč. To pomeni, da delamo na tem, da res naredimo novo prometno infrastrukturo, ki bo omogočila, dala prednost v mestnem jedru, predvsem pešcem kolesarjem. Dva zadnja projekta, izgradnja kolesarskih poti in pa obnova teh ulic okrog mestnega jedra temu nakazuje, ta projekta trajnostne mobilnosti. Zelo pomemben projekt, na katerega smo zelo ponosni in bo kmalu tudi zaključen, je ta projekt izboljšanja zanesljivosti s pitno vodo oziroma ultrafiltracija, kjer bomo res pili zdravo, neoporično čisto vodo, praktično brez klora. Zelo pomembna investicija pa je bila tudi pred približno 3-4 leti, se pravi naš primarni vir ogrevanja v Slovenj Gradcu za daljinsko ogrevanje preko vroče voda, biomasa, obnovljivi vir in seveda to nam nekako dokazuje, da res vse te projekte peljemo trajnostno. Trajnostno peljemo pa tudi te projekte, da ravno kar iščemo izvajalca, da postavi sončno elektrarno na naš nov akvalacijo kompleks. Sprejemamo nov OPPN in sicer na območju odlagališča, nekdanjega odlagališča na Hartensteinu, zaprte jame, kjer bi radi postavili kolektorje za sončno energijo. Ravno kar pa pričenjamo z obnovo 3 večjih objektov, to je zdravstvenega doma, športne dvorane in pa stare lesarske šole z energetsko sanacijo, kjer želimo spet objekte prenoviti tako, da bodo stroški obratovanja in pa poslovanja čim manjši. Komu pa je bilo namenjeno predavanje in kakšno poslanstvo nosi? Ja, dejansko je to za vse generacije predavanje, ki želi povedati, da je naš svet omejen. Človeštvo želi rast, gospodarsko rast, vse več, planet pa ostaja enako velik in počasi se bo treba zavedati teh omejitev in ravnati nekoliko drugače. Eden izmed bolj šokantnih podatkov je zagotovo ta, da na svetu že v prvi tretjini leta porabimo vse surovine, ki jih je Zemlja sposobna pridelati v enem letu, kar neizpodbitno kaže na našo potrošnjo in razsipnost z materiali.
Pa se morebiti z vsemi ukrepi, javnimi razpravami, zavedanjem o skrbi za okolje kaj spreminja na bolje? No, nismo vsi v istem čovnu, ne, tako razkošno živi mogoče 1 milijarda ljudi, ne, enih 7 milijard ljudi prav nič ne prispeva še k temu, ker je seveda tako velika neenakost. Seveda v bogatih družbah se zavedanje krepi, ne, ampak dokler mi ne opustimo tega modela rasti, ki ga zdaj želimo usiliti še Aziji, še Afriki, ne, to se pravi še drugim, se bojim, da kakšnih velikega napredka ne bo, ne. Komunala Slovenj Gradec je v Slovenj Gradcu zelo trajnostno in ekološko naravnano podjetje, ki se še kako močno zaveda ekološke problematike in že nekaj let sprejema intenzivne ukrepe, ki so nedvomno trajnostno naravnani. Komunalno podjetje Slovenj Gradec že v osnovi skozi svoje dejavnosti posveča veliko pozornosti varovanju okolja, če naštejemo od pitne vode, od čiščenja odplak, do čiščenja okolja in tako naprej. Smo pa mi tudi šli korak naprej že približno od leta 2015 smo se zavezali k družbeni odgovornosti in trajnosti, tako da tudi od leta 2015 že je del našega osnovnega poročila tudi trajnostno poročilo. Seveda mi se trudimo, da niso te trajnosti samo na papirju, ampak da jih tudi udejanjamo v praksi. Tako bi mogoče izpostavil naš največji trajnostni projekt, bi temu rekel, to, da smo zgradili toplarno na lesno biomaso, v kateri proizvajamo toploto na obnovljive vire energije. To so lesni sekanci, tudi dobavitelji iz lokalnega okolja, tako nekako na ta način smo veliko prispevali k tej trajnostni. Seveda naslednji koraki so pa tudi, predvsem se posvečamo k učinkoviti varčni rabi energije, kakršnekoli, predvsem električne, tudi nameščamo sončne elektrarne na naše objekte. Seveda veliko pa pozornosti pa posvečamo tudi osveščanju naših skozi družbeno odgovornost naših deležnikov, predvsem občanov, že od vrtcev skozi šole pa naprej. Eno izmed društev v Slovenj Gradcu, ki si je za svoje poslanstvo izbralo ravno osveščanje o pomenu in trudu izboljšanja stanja na našem planetu, je zagotovo ekološko društvo Slovenj Gradec. Ja, naše društvo pač poskuša osveščati občane, kako pri vsakdanjih aktivnosti razmišljati, da čim manj povzročamo čim manj okoljskih vplivov, ne? In v ta namen imamo različne primere, dajemo različne primere, kako to delati in pri tem tudi ustvarjamo klimo vsesplošnega ozaveščanja in s tem pritiska na politiko, da nekaj na tem področju spremeni. Tudi mladi v Sloveniji in svetu vedno bolj dokazujejo, kako mar jim je za njihovo prihodnost. A če želijo prihodnost sploh doživeti, mora živeti najprej naš planet. Izjemno visoka udeležba na referendumu za pitno vodo strani mladih in sodelovanje pri protestih za boljši svet, ki jih je pred leti kot velik fenomen začela Greta Thunberg, jasno kaže, da mladi niso apatični. Mladi se zavedamo, da predstavlja vse to onesnaževanje okolja veliko težavo in da se bomo morali s tem spopasti na čim bolj trajnostni način in pa seveda celostno. Želimo si živeti v svetu, ki nam bo omogočal lepšo prihodnost, kjer bomo lahko uresničili naše želje, naše cilje in pa naše načrte. In seveda to pa lahko dosežemo le, če bomo sodelovali mlajše in tudi starejše generacije, ker v bistvu svet nam lahko uspe ohraniti le skupaj. Kako pa gledate ravno na to neko medgeneracijsko sodelovanje? Ga je v tem trenutku dovolj? Recimo poznamo ravno te proteste za okoljsko osveščenost, ki jih je začela Greta Thunberg, ki so seveda takrat naleteli na kar polemične odzive. Kako vidite to sodelovanje? Zdi se mi, da pravzaprav to sodelovanje bi lahko bilo boljše, predvsem strani starejših generacij se mi pa zdi, da prihaja to sodelovanje v takšno fazo, ko bomo vsi stopili skupaj, tako mlajše kot starejše generacije in jaz verjamem, da nam bo uspelo skupaj ohraniti planet. Regijska razvojna agencija ali RRA Koroška, kot jo nekateri bolje poznajo, tudi daje jasen poudarek na trajnosti, saj je nedvomno zelo pomembno vodilo pri razvoju regije. Predvsem računam, da bo to tudi prostor za neko odkrito debato. Se mi zdi, da je to neka taka kompleksna tema, ki zaobjema res širok spekter človeških razmišljanj in mislim, da je ravno to tisto, kar upam, da nam bo poleg tega, da nekako predstavimo tisto
kar želimo, ne, bom rekel tako neko javno podobo, ki jo tudi s tem gradimo seveda, da odkrito govorimo tudi o stvareh, ki so morda včasih v javni debati zamolčane. Da ljudje danes živimo skoraj 3-krat bolj razsipno kot generacije pred nami, da še vedno največji delež energije dobimo iz fosilnih goriv, je samo delček šokantnih informacij, ki smo jih izvedeli na predavanju. A predstavitev pogledov na trajnostni razvoj v naši regiji ter predstavitev dobrih praks pa je zagotovo dala vsaj majhen obliž na rano, da se, čeprav na nekem mikronivoju, pa vendarle trudimo izboljšati naš svet, na katerem bivamo.